V tokratni reportaži iz mednarodnega turnirja o karateju boste lahko prisluhnili različnim sogovornikom, tako iz domačih logov, kot tudi iz tujine, ki so vsak na svoj način povezani s karatejem. Začnimo pa s trboveljsko podžupanjo Vesno Jesih, ki bo v nadaljevanju opravila tudi zanimiv intervju. Pozdravljeni, spoštovani gostje, dragi karateisti, cenjeni trenerji, sodniki in ljubitelji karateja. Stojim pred vami z občutkom globokega spoštovanja, predanosti karateju in dolžnostjo, da kot predsednik Karate kluba Trbovlje otvorim naš turnir. Z velikim zadovoljstvom opazujem, kako nova generacija, ki prihaja za menoj, s strastjo in zavzetostjo nadaljuje po mojih stopinjah in stopinjah ostalih starejših klubskih kolegov, kjer smo jim zgradili trdne temelje. Pa bi prosil en aplavz za vse organizatorje v telovadnici. Vesna, midva sva naredila že kar nekaj intervjujev, ampak recimo športnih pa še ne. Kako ti gledaš na to res bogato zgodovino Karate kluba Trbovlja? Pa 51. mednarodni turnir. Ja, lahko rečem, da Karate klub Trbovlje pa spremljam že kar vrsto let. Mislim, da bo že kmalu okrog 20 let, ker tudi včasih sem popisovala dogajanje v Trbovljah skozi trboveljsko pratiko in vem, da je bil Karate klub Trbovlje en izmed najbolj plodnih klubov, najbolj plodnih društev, tistih, ki so pošiljali veliko prispevkov, ki so dosegali veliko mednarodnih uspehov in ki so vsako leto tudi pripravili ta turnir. In zato mi je danes res veliko veselje in čas, da sem tukaj prisotna, sploh zato, ker res vidim toliko mladih ljudi iz vse povsod, ki so prišli danes v Trbovlje in to me res navdaja z lepimi občutki. Če sem pravilno preštel, kar 8 držav, tudi Združenih držav Amerike, kar ni mačji kašelj. Je pa tista zasavska težava, sicer v Trbovljah imate en hostel, da prenočiš pa ni ravno veliko. Ja, res je in jaz mislim, da ne samo karate turnir, ki se dogaja v decembru, ampak tudi mnogi drugi dogodki, ki se dogajajo v naši občini skozi celo leto, da bi si res zaslužili nekaj, kamor bi lahko vse te goste, ki prihajajo skozi celo leto z vse povsod, tudi namestili. Jaz upam, da nam v doglednem času to tudi uspe, ta čas pa mislim, da smo Trboveljčani tako gostoljubni ljudje, da tudi sprejmemo koga domov, sploh jaz mislim, da te karateisti in športniki, ki se poznajo že vrsto let, da to tudi prakticirajo. Mogoče vprašanje čisto športno. Kako si ti kaj športom? Zdaj izgledaš fit, ne? Ja, hvala Igor. Ja, res je, po kar nekaj časa pauze sem zdaj spet začela s telovadbo, seveda pa okoliški hribi, kum, Mrzlica in Planina so pa vedno na repertoarju. Zdaj, da bi se te mogel kaj bati, kakšen karate, kickboks? Ne, to pa žal ne, sem bila mažoretka v srednji šoli, tako da ne športom. Sej malce se šalim, športniki borilnih športov izven tatamija, izven dvorane ne uporabljajo svojih veščin, razen v samoobrambi, napadati pa tudi ne bom, mimo grede. Vesna, kako občina stoji ob strani različnim društvom? Seveda, danes govorimo o športu. Ja, tako je. V Trbovljah je mnogo športnih klubov. Jaz vedno rečem, da smo lahko izredno ponosni, da naši otroci lahko trenirajo praktično vsak šport, mogoče samo hokeja, ali pa kaj podobnega. Ogromno klubov je, ki dajejo zavetje našim mladim, da se skozi šport lahko učijo vseh sort veščin, ne samo športnih, seveda tudi socialnih, da imajo zatočišče, da imajo družbo, da občutijo neko varnost. In jaz mislim, da je skrb za šport izrednega pomena. In tudi Trbovlje imajo zelo veliko infrastrukture, čeprav morda kdo bo rekel, da ne, ampak jaz mislim, da vsa ta infrastruktura, ki obstaja v Trbovljah, zato da se lahko naši otroci na njej urijo v športih, je izrednega pomena. Res pa je, da mogoče v zadnjih letih ni bilo toliko denarja za športne klube, za njihovo delovanje, zato smo že v letu 2024 namenili 15% sredstev več za športna društva in športne klube. Tako da to je recimo prvi korak k temu. Jaz, če se malce pošalim, v Zagorju je tista znana krilatica, imamo več, kot imajo veliki.
pa včasih pogledam, da imate pa v Trbovljah več, ne? Imate letni bazen, imate štadion z res pravo atletsko stezo, imate ne nazadnje tudi trim stezo, vse to smo mimogrede včasih v Zagorju tudi imeli, pa žal nimamo več. No, jaz zelo nerada, zelo nehvaležna so te primerjave. Jaz mislim, da tudi v Zagorju je veliko lepega, veliko dobrih stvari in konec koncev nismo tako oddaljeni, da se ne bi moral Zagorjan pripeljati v Trbovlje ali pa Trboveljčan v Zagorje in tudi zadnji čas je, da te meje, mogoče, ki so kdaj tudi v glavah, malce prestopimo. Sej, ko bomo mi Medijske Toplice spet odprli, boste pa Trboveljčani tudi vabljeni v naš konec. Ja, z veseljem bomo prišli, z veseljem. Gospod predsednik, nekako vas kar videvamo v Trbovljah. Ja, res je, no, komu bomo pa dali čast pa pozornost, če ne klubu, ki praznuje 51-letnico obstoja in seveda vsako leto aktiven na vseh terenih, tudi v sodelovanju s Karate zvezo in otroki in mladino, se pravi v sodelovanju z občino, se pravi enoto upravno. To je naše delo in z veseljem prijem vsako leto sem. Kako ste vi vpeti v delo v karate, pa mimogrede ste še sami tudi športno aktivni? Tako je, glede na to, da imam tudi svoj klub na Polzeli, sem malenkost manj aktiven osebno, oziroma bom rekel, da sem manj imam časa ukvarjati z otroci, z mladino. Načeloma sem pa aktiven seveda na vseh terenih, tudi v našem okolju, iz katerega jaz izhajam, iz Savinjske regije, bom rekel, no. Kako pomemben je ta turnir, ta mednarodni turnir? Prej v uvodu, preden je bil turnir odprt, smo slišali kar nekaj pomembnih besed, ne? Da je to nekako tudi zbirni turnir. Res je, v letošnjem koledarju je Karate zveza Slovenije vodstvo potrdilo s sklepom, da se ta turnir trbovski uvrsti kot izborni za prihajajoče Evropsko prvenstvo v Gruziji, ki bo potekalo februarja. Tako da to seveda pomeni, da gre za resen turnir, zelo kvaliteten, praktično na eni najvišjih nivojev v Sloveniji. Glede na to, da ste dejali, da prihajate iz Savinjske doline, seveda ne morem mimo tistih poplav. Kako ste je vi odnesli, kako je vaš kraj odnesel, pa ste tudi vi takrat videli, da ko je hudo, pa znamo Slovenci skupaj stopiti. Je v športu tudi tako? Ja, res je, ko ste omenili poplave, jaz prihajam iz območja Petrovč, kjer je bilo praktično celo naselje pod vodo. Osebno moram reči, da sem imel srečo, da sem hišo dovolj visoko zgradil, ampak mi je pa pomožne objekte zalilo, ni to nič v primerjavi z ostalimi, ki so pa dom izgubili. Res je, takoj jaz sem bil sicer na dopustu v tem času, ampak imam 2 otroka in ženo in seveda, ko sem jaz rekel, da prva možnost, ko obstaja, da se vrnemo domov, pomaga drugim in seveda nas spraviti iz najhujšega ven. Ko smo prišli domov, smo videli, da že vsi sosedje en drugemu pomagajo in potem vidiš, da dobrote še ni zmanjkalo. Isto se pa dogaja na športnem nivoju. Zato je ključnega pomena, tudi jaz apeliram velikokrat na ministrstvo, da je treba ceniti in ohranjati kader mlad, jih spravljati v šport namesto na ulice in v telefone. Zakaj? Zato, da imamo potem mi zagarantirano prihodnost pametne, sproščene, poštene ljudi. Tako da tudi na tem področju morate vedeti, da v primerjavi s tem turnirjem, koliko je enega prostovoljstva potrebnega in dobrodelnosti, da so vse to lespeli. Zdaj, če malce potegnem sporednice tega, kar ste povedali, bolj je pameten tisti, ne tisti, ki uporablja pametne telefone, ampak tisto, ki se pametno ukvarja s športom, pametno seveda, v pravih merah. Res je. Šport je skozi vso zgodovino pokazal, da spremeni človeka. Se pravi, človeka spremeni v smislu discipline, samokontrole, umerjenosti in pa seveda delovnosti. Se pravi, delovne navade se pridobijo sigurno najbolj preko športa in seveda kulture. Ne smemo nobenega izpostaviti, oziroma pozabiti. Evo, gospod, midva sva se že spoznala lansko leto v muzeju. Takrat ste par besed povedali o karateju, trbovljskem karateju. Zdaj je 1 leto kasneje, še vedno s ponosom gledate na trbovljski klub? Apsolutno tako. Pre svega želim da se zahvalim predsjedniku Bogdanu, da pozdravim predsjednika Slovenačkog karate saveza Boruta Strojina
ja ovde uvek rado dolazim, jer u Sloveniji imam mnogo prijatelja, pre svega Trbovlje kada je u pitanju, onda tu nemam nikakvu rezervu, jer Bogdan je jedan divan čovek, veliki sportski radnik i zahvaljujući njemu karate sport u Trbovlju i u Sloveniji živi dugo i to je klub koji ima i kvalitet i kvantitet. Što se tiče Karate saveza Slovenije, takođe mogu da kažem sve pohvale. Gospodin Borut Strojin je jedan predsjednik koji daje ogroman doprinos za razvoj ne samo slovenačkog karate sporta, već i na razvoj svetskog i evropskog i balkanskog karate sporta i tu mislim da njih dvojica su možda ovog trenutka sinonim slovenačkog karatea. Ko ste slišali, je povedal, da zelo rad pride v Trbovlje, zelo spoštuje delo, ki ga opravlja Trbovljski klub, spoštuje tudi delo Bogdana Simrla, ki že vrsto let soorganizira pa organizira ta pomemben mednarodni turnir. Lepe besede je pa namenil tudi predsedniku Slovenske zveze, Karate zveze, ki je lahko na svoje delo ponosen. Koliko ste še vi upeti v karate, recimo tudi, če ste kdaj sami na borišču? Pa ja sam u karate sportu punih 46 godina. Počeo sam s karateom još dok sam bio dečak, a u svakom slučaju za tih 46 godina mog angažovanja, prvo kao sportista, obeležio sam karate sport Jugoslavije, nekadašnje naše zajedničke države, bio više puta prvak te države Jugoslavije, Srbije, više puta prvak Evrope, osvajač svetskih medalja i ono što je možda interesantno za vaše gledaoce, ja sam posle završetka karate karijere počeo da radim kickboks i postao sam i tu profesionalni šampion Evrope, Balkana i usto moram da kažem da sam srećno oženjen čovek, imam 2 sina koji su magistri informatike, jedan je magistar lazer informatike, a drugi je David koji će u narednih par meseci da doktorira. No, ko ste slišali, je povedal, da se že 46 let ukvarja s karatejem, že kot mladi deček, potem je še v nekdanji skupni državi Jugoslaviji dosegal vrsto državnih naslovov, prvaka, tudi prvaka Evrope. Ponosen je tudi, da je uspel lepo vzgojiti svojo ženo, seveda tudi svoja 2 sina, ter tudi, da bo v karateju seveda ostal še dolgo, ne? Da. So, Ravi, how do you feel in Trbovlje and in Slovenia? And how long have you known the people from Trbovlje, from Karate Club Trbovlje? Oh, when I first came here 20 over years ago, 1999, people called me, hello friend. Now, so many years later, this is my 5th visit, they call me family. Ravi pravi, da je že več kot 20 let povezan s Karate klubom Trbovlje in da je to že njegov peti obisk v Trbovljah v Sloveniji in ko je prišel prvič, so mu rekli prijatelj, sedaj pa mu rečejo že družina. Can you describe your path in sports through your life? But don't tell everything because I know you can tell all the other things too. Well, the highest sport that I've been in is karate. All the other sports were Malaysian level. You know, I was a football player. I was an admirer of Yugoslavian players like Šekularac, Jasic. Long time ago. He's a footballer, he will know. Jasic, very good right winger, you know. So, you know, karate, I've been in it since 1965. I'm 78 now, long time. I was there at the first World Championship in 1970 in Japan when it was badly organized, and I'm still here in WKF Karate, you know. So I guess if nothing else,
my claim to fame is being there then and here now. So. Gospod pravi, da je največ dosegel sicer v karateju, bil je tudi na prvem svetovnem prvenstvu, danes pa je tukaj v Trbovljah. Sicer pa se je ukvarjal tudi z nogometom, pravi, da je bil velik oboževalec jugoslovanskega nogometa, sicer pa se je, kolikor sva govorila prej, ukvarjal tudi z golfom. Ne morem vam povedati, kako vesel sem, ko zdaj sedim na stopnicah, kjer ponavadi stojijo tisti, ki zmagajo, torej na številki 1, ki je rezervirana za prvo mesto. Meni to ni ravno uspelo v karateju, pa sploh ne. Zato bom jaz povabil nekaj naslednjih gostov, ki pa so že stali na tej številki ali pa mogoče tudi na dvojki, na drugem mestu ali pa ki so osvojili tretje mesto. In doslej smo imeli pred kamero bolj funkcionarje, zdaj pa še aktivne športnike. Aneja, jaz ti čestitam za prvo mesto. A se ti še dolgo ukvarjaš s karatejem? Ja, Zakaj pa? zaradi tega, da bom močna. A si pri karateju, če ga treniraš, močen? Pa tudi kje znaš? Ja, pa lahko tudi vsakega stolčeš. A ja, sam to delaš samo na tatamiju, sicer pa ne, ne? Imaš kakšnega bratca? Ja. Kako mu je pa ime? Emar. On tudi trenira. Zakaj je pa on začel trenirati? Zaradi mene, ker je videl, koliko sem jaz močna, pa koliko veliko delam. In je zaradi tega začel. Ne? Zdaj, a ti velikokrat na teden treniraš? Ja, Kolikokrat? 10-krat. 10krat na mesec, ne? Aha. In vsak dan greš z veseljem na trening. Ja, In kaj delate na treningu? na treningu delamo kate. Pa ponavljamo za tekmo, da bomo boljši. In ti si imela danes že eno kato, ne? Ja, In kako je bilo? super. A vas je bilo veliko? Ja, In ti si bila najboljša. najboljša. A je to tvoja prva zlata medalja? Ne. Kako? Tako mlada, 7 let, pa imaš že več medalj. Ja, 7 bo zdaj bom imela 7. Koliko imaš pa medalj? 6. Torej še ena manjka, ne? Da bo toliko medalj, koliko si stara. A zdaj hodiš pa v drugi razred in pisati že znaš, ne? Ja, Računati tudi. ja, In kateri predmet imaš najrajši v šoli? ne vem. Telovadbo. Ja, Hvala. prosim. Lan, najprej ti čestitam za zlato medaljo na tem velikem mednarodnem turnirju v Trbovljah. Pa mogoče za začetek, kako so potekale danes tvoje borbe? V bistvu je bilo kar malo naporno, no, še posebej zadnja borba, sem moral biti res koncentriran, sem imel v bistvu najboljši bil v finali, ne. Drugače pa ja, se mi zdi, da se mi je tudi malo poklopil, pa tudi fajn sem danes delal, sem se lepo tudi in psihično in fizično pripravil in je šlo pač. Koliko pa poznaš pred samimi borbami svoje nasprotnike? V bistvu tukaj, ker je bila zdaj za slovensko reprezentanco izborna tekma, ne, je bilo kar veliko Slovencev in sem jih kar že nekaj dosti poznal, kar iz drugih tekem, tudi prejšnjih, tako da ja, sem jih že bolj ko ne poznal vse. Kaj ti pa ta zmaga pomeni? Pomeni, da si nekako utrdil mesto v reprezentanci? Tudi to, ja, mi pa tudi veliko mi je tako psihično pomagala, da imam zdaj še, mi je dala motivacije za naslednje prihodnje tekme, pa da bom še več treniral v bistvu, pa ja. Koliko časa si že vpet v karate? V karateju sem v bistvu zdaj že 10. leto, ja, že kar nekaj časa v bistvu. Je bil kak razlog, da si se nekako odločil zdaj v mladih nogah, ravno za karate? Ja, že nekdaj se mi je zdel tak zanimiv šport, mi je pa tudi moj oče že kar vrsto let trenira že karate. V bistvu v tem trenutku ga ne, ima malo pauze, ampak je pa bil tudi dober tekmovalec včasih, je pa že kar nekaj časa je v tem trbovskem klubu, tako da ja.
Zdaj, na polici je že kar nekaj medalj, pa na steni, pa na polici kar nekaj pokalov. Kdo vodi? Oče ali sin? Ja, v bistvu je jaz, ampak tudi v tem času, ko je moj oče tekmoval, ni bilo toliko tekem pa tega, ni bilo toliko priložnosti, da bi nastopil na tekmah, kot je danes. Danes res, če pokažeš motivacijo pa nekaj znanja, res lahko dosežeš. No, vsi, skoraj vsi športniki v karateju, ki so šli skozi trboveljski klub, so tudi potem nekako poklicno uspeli. Kako pa je kaj s tabo? Kakšno šolo si izbral? Jaz v bistvu zdaj delam gimnazijo, športni oddelek, pa že ugotavljam dobre načine učenja in se mi tudi že izboljšuje, tako da sem na dobri poti, imam pa tudi dober začrtane cilje, kaj hočem biti v življenju pa doseči, tako da, ja. Veliko uspeha še naprej na športni poti, pa tudi v šoli. Hvala. Arman, midva sva se že lansko leto pogovarjala in lani si bil drugi. Kako je šlo pa letos? Evo, letos je pa bilo boljše za eno mesto in sem bil prvi. Kako so pa potekale tvoje borbe? Kakšna je bila konkurenca? Koliko vas je bilo? Bilo nas je okoli 20 in zelo je bilo napeto. Že sam vem, da imam zelo težke tekmovalce in imel sem 4 runde. V finalu je pa bilo najbolj napet. Je bilo, finalna tekma oziroma borba je bila najtežja. Pa si nasprotnike poznal od prej že? Ja, so se danes poznala pred tekmo in kaj to pomeni, da je bila napeta ta finalna borba? Da je šlo točkovno zelo na tesno ali da je bil nasprotnik mogoče v določenem delu borbe celo boljši od tebe? Kako si gledal na tekmo? Bilo je tako, prvo mi je dal točko in pol sem dal jaz 2 točke, pa sem imel 2 kazni in je bilo še nekaj sekund do konca in sem šel okoli in zelo natesno je šlo. Si vesel po takih zmagah? Zelo. Kakšni so tvoji načrti za naprej? Boš še ostal v karateju? Ja, seveda. Moj načrt je, da postanem svetovni prvak. Pa še ponosen sem na svojega očeta, na svoje trenerje, ki so me učili in ponosen sem. Uroš, najprej te moramo vprašati, glede na to, da si starej od svojega brata dvojčka, Marka, kdo je boljši? Po mojem sva tukaj, no. Nisva še skupaj tekmovala, tako da ne vem. Res, da je tudi doma nekdaj tako malo privat? Nisva, doma ne obstija. Videla sta dvojajčna, ne? Dvojčka. Zdaj ti si se 15 minut prej rodil. A to kaj pomeni v življenju? Zdaj, da si ti tisti, ki smetano poliže, recimo, ne? Ki ima privilegij. Ja, mogel sem nekako skrbeti za njega, ne. Sem bil zmer malo večji. Kako ste se pa za šport odločala, zdaj skupaj ali vsak zase? Skupaj sva se odločila, šla sva pogledat, ratalo nama je fajn, doma so se tudi strinjali, da začneva trenirati in ja. Je bil kdo prej doma tudi karateist? Oče je treniral par let. Ampak take uspehe ni dosegal kot vidva, ne? Ja, včasih ni bilo še takih tekem, pa tako pa ni dosegal take uspehe. Zdaj tu imaš tekmovalni plavi pas, ne? Ja. Sicer pa sta že oba pri črnem? Ne, mada rjavga, samo upam, da bom malo tudi za črnega. Koliko časa sta vpeta v karate? 13 let so v karateju že. Ves čas v Trbovljah. Kaj pa šteješ recimo ti za svoje največje uspehe? Da sem osvojil 3. mesto na svetovnem pokalu v Poreči, pa itak državna prvenstva, mednarodna. Sam tista medalja mi je tako najbolj pomembna. Kako pa je danes šlo? Kakšna je bila konkurenca v tvoji kategoriji? V redu konkurenca in bil sem tudi prvi pač. Si imel veliko borb? Ne, samo eno sem imel. Bilo tesno? Tako, ni bilo. Zdaj čakam še eno borbo. Kaj te čaka v naslednjem letu, kar se tiče karateja? Da isto dosegam take uspehe, veliko tekem, evropsko prvenstvo me čaka. Tako da ja, to je en cilj, da se udeležim pa da osvojim medalje. Kako pa je kje šolo? Končal sem šolo, zdaj delam že. Kakšno pa?
srednjo elektro. Kaj pa brat? Isto, on je pa končal strojno, isto zdaj skupaj delava v eni firmi. To je doma zdaj strojnik pa električar. To je vse štima doma potem, ne? Ja, če bi kaj znala narediti, ja. Sirotinja, Jone ti želim i puno dobrih godina, a zauvek ćeš ostati bogata sirotinja. Thank you. Hvala. Zaželite mi srečo, da bom prva. Hvala. Pred kamero smo povabili tudi mnoge, ki so pred leti ravno tako stali na stopnicah za medalje. Zadnja leta pa klubu pomagajo na drug način. Nekateri med njimi pa niso nikoli tekmovali, a so delo v klubu ravno tako močno vpeti. Borut, dolga leta se že midva srečujeva na tem turnirju. Malo kdaj si lahko vzel čas, da bi prišel pred kamero, zato bova začela o tvojih začetkih. Kdaj si se ti sploh začel ukvarjati s karatejem, pa zakaj s karatejem? 1975. S karatejem, zakaj? To je bilo nek navdih takrat, karate je nekaj mističnega. Veliko me je navdihnil tisti film, znameniti film o Bruce Leeju v Zmajevem gnezdu. Potem je prišlo pač enkrat še v Zagorju, sem videl plakate za opis karate in tako se je začelo. Od takrat sem pa že skoraj 50 let skozi aktiven v tem karateju. To je bil glavni navdih, seveda pa potem je pa s časom prihajalo do tega, da smo šli na kako tekmovanje. Vmes sem zamenil klub, prišel v Trbovlje v letu 1977, kjer smo naslednje leto ekipa pionirjev postali prvi jugoslovanski državni prvaki v katah ekipno, in to je bil dodatna vzpodbuda. Potem se je pa seveda v starejših kategorijah nadaljevalo. Že pred odhodom v JLA takratno sem že prevzemal nekaj treninge kot pomočnik trener oziroma kot trener. Po vrnitvi iz služenja vojaškega roka pa kar precej trenerskega dela, vključno z mojim tekmovalnim nastopom, še tudi po prevzemu kasneje reprezentance, se pravi do leta 2000. Tudi aktivno tekmoval. Vmes sem seveda postal selektor, nehal v Sloveniji aktivno tekmovati kot selektor reprezentance slovenske, vendar nastopil na nekih mednarodnih močnih turnirjih v Južni Afriki, v Italiji, v ZDA. Danes omenjen na turnirju dr. Ravira Gavanda se gostil takrat na tem Big Apple Challenge turnamentu, kjer sem osvojil zlato pa srebrno medaljo ob dveh medaljah, ki jih osvojil pokojni Dalibor Filipič. No, takrat se je moja tekmovalna kariera potem dejansko zaključila, ker enostavno ni šla kombinacija vodenja reprezentance in pa tekmovanja. Tako da potem sem pa do konca leta 2005 bil še selektor, pa sem potem se sam poslovil zaradi službenih družinskih obveznosti. Od takrat naprej nadaljujem delo kot trener v klubu. Še vedno pa glede na to, da imaš fit postavo, se verjetno še treniraš karate? Praktično vsakodnevno, za sebe. Ja, seveda, ko v klubu vodiš treninge, takrat sam ne moreš trenirati, za sebe pa poskušam vsak dan, včasih, če gre dvakrat dnevno. Tako da, ja, stvari
stvar je v tem, da če si sam noter v zadevi, dosti lažje prenašaš znanje, veš na sebi, kaj mladi potrebujejo oziroma kaj jim lahko doprineseš, vidiš napake, hitreje gledaš zadeve, sploh v karateju. Tako da ja, predvsem me pa ta stvar zelo veseli. Pa tudi z leti najdeš druge poglede v karateju. Karate danes, ko ga vidimo za mano, je športni karate. Karate kot veščina ima pa bistveno več globine, tehnik, samokontrole, ugotavljanja, kakšne tehnike so primerne, od kje črpaš moč in tako naprej. Ko spremljam zadnja 2 desetletja, pa tudi mogoče še malce dlje nazaj, spremljam te športnike. Vsi so se nekako razvili tudi poklicno v uspešne, ne vem, zdravnike, odvetnike, tudi ti, ne nazadnje si pravnik, imaš bogato kariero na tem področju. Torej šport veliko da, ne? Da, predvsem ti da dodatno energijo, po drugi strani ti pa po napornih službenih dnevih pomaga, da se v glavi nekako človek sprosti, ne toliko fizično kot psihično. Karate te pa tudi nadihuje, karate je zelo pomemben, ker moraš ogromno razmišljati tudi zraven, sploh če delaš borbe, vedno imaš pred sabo nasprotnika, tukaj lahko udarec sprejmeš ali ne, če nisi pozoren. Ni pomembno, koliko si sam pripravljen, pomembno je, da ti si pozoren tudi na nasprotnika, kar pomeni dosti visoko koncentracijo in to gre, jaz mislim, da to gre zelo skupaj v povezavi tudi z ali službenimi, ko si že stari, ali pa študentskimi, šolskimi zadevami. Morda bi mladi morali to malo bolj razumeti, ker jim bo kvečem pomagalo, ne pa jih odstranili od tega. Tako da jaz vedno pravim izgovori, da se morajo učiti doma, pa to ponovno jih ne sprejemam. No. Žal, jaz sem dal vse te faze skozi osnovno, srednjo šolo, s fakulteto, pa zdaj v službi. Za konec še nekaj statističnih podatkov. Kar nekaj zastav visi tu v dvorani, veliko športnikov je, pa verjetno bo marsikdo od njih tudi potem v nadaljnjem življenju uspešen. Mogoče nekaj številk. Upajmo. Ja, na današnjem turnirju prisotni tekmovalci iz 8 držav, 58 klubov, 450 tekmovalcev in pa 545 nastopajočih. Jernej, spomnim se leta nazaj, ko so tekmovalci pa ekipe prihajale sem v Trbovlje na tekmovanje, na ta mednarodni turnir, da je marsikdo prespal tudi pri trbovljskih karateistih doma, ne? Tako je. Pred leti smo imeli sodelovanje z večjimi klubi iz večjih držav in je zadeva lepo tekla, ampak tako kot je v življenju, pač ene stvari se končajo, druge začnejo. Tako da v preteklosti smo sodelovali z klubi iz Nemčije, kasneje smo imeli pa skoraj 10-letno sodelovanje s klubom iz Skopja, iz Makedonije, tako da oni so prišli k nam, prespali po domovih, mi smo šli v Skopje in moram reči, da takšna gostovanja oziroma takšne zadeve ti dajo celo morda več kot tekmovanje, ta druženje, spoznavanje novih prijateljev. Letos lahko rečemo, da imamo po domovih glavnega iz Amerike, torej dr. Ravira Gavan, ki je nastanjen pri nas. Ostale smo pa glede na kapacitete, ki so v Zasavju in okolici, nastanili po hotelih. Ravno zaradi pomanjkanja kapacitet je verjetno ta turnir enodnevni. Tako, to vedno poudarjamo, da nam pač kapacitete nočitev ne omogočajo dvodnevnega tekmovanja, tako da smo se s temi pač sprijaznili in zadevo ves čas peljemo v tej smeri, da se giblje število tekmovalcev tam okrog 500-600, 10 držav. To je, bom rekel, obvladljivo za en dan in tudi glede na število tujih, ki potem med 100 pa 150 se jih da namestiti po okoliških krajih. Tukaj govorimo od Ljubljane pa vse tja do Celja, Krškega, Brežic, tako da to pač mi organiziramo in jih namestimo po hotelih. Daj mi povej, kako gledaš na prihodnost kluba? 51 let je za vami oziroma tudi 51. turnir je že na sredini. Vidiš svetlo prihodnost v tem športu, pa mimo glede, koliko si sam vpet še v karate?
Začnemo na začetku. Tako kot je že Bogdan v uvodnem pozdravu povedal, da je prepričan oziroma verjame, da je postavil dobre temelje, da so postavili dobre temelje vsi skupaj, je prihodnost vsekakor svetla. Zadeva se pelje brez vseh težav. Govorimo tle o 150 članih, ki redno trenirajo. Jaz osebno pa sem vpet zelo, manj v kimoni, kakor v teh, bom rekel, kako rečemo, v birokratskih zadevih sem tajnik kluba, tako da kar je administracije urejam sam. Sem pa tudi letos, oziroma že lansko leto, letos pa zopet vodim začetno skupino, torej najmlajših, in vam moram povedati, da so to najbolj iskreni trenirajoči in je prav zelo luštno oziroma lepo z njimi delati. Je to vrstni turnir velik finančni zalogaj za klub? Je velik zalogaj, ampak po zaslugi, bom rekel, sponzorjev, donatorjev, ostalih prijateljev kluba nam uspe finančno zadevo pokriti. Torej lahko rečemo, da po koncu turnirja, ki se ne konča danes, ampak vse zadeve se kakšnih 14 dni, 3 tedne še do konca leta vlečejo, in ko potegnemo črto, lahko s ponosom rečem, da jo končamo pozitivno. Zdaj, prej si mi malce omenil, da nisi glih ponosen, ker nisi več na tatamiju, ker nisi več aktivno vpet v trening karateja, ampak si pa smučar zdaj, ne? No, dobro, smučar. Pač sem prišel v tako družino, kjer je smučarska družina, tako da ja, to je hobi. To je zelo, bom rekel, predvsem me veseli, da sta tudi oba dva otroka zelo uživata v tem, tako da lahko družinsko izkoristimo te priložnosti. Drugače pa ne, žal mi je, da nisem več v kimoni pa naredim kakšen trening zase, ampak tako v kimoni sem pa kar dosta, predvsem z mlajšimi. Otroka bosta smučarja, karateista. Zdaj, včeraj na eni prireditvi, rudarski prireditvi, sem videl sina, ki je vodil to slovesnost na rudarski prireditvi, pa mu je dobro šlo. Moram po resnici povedati, da žal nisem bil prisoten, ker kot vidite smo postavljali tole dvorano, ampak v današnjem času, ko se lahko vse posname, tako da sem bil zelo ponosen, da je zadevo prvič, da je prevzel, pa so ga prosili, če bi. Drugič pa je res zelo dobro spelo. Trenutno sta oba dva karateista, nikoli pa ne veš, kam jo bo pot peljala naprej. Če ne bosta potem v starejših letih, tako kot ti, postala še smučarja, ne? Še ste že, ne? Tako. Evelin, kar precej let že se čujem tu na takalih mednarodnih turnirjih na karateju. Zdaj, včasih si bila tako povezana, si navijala za svojega sina, ne? Ja, točno. Včasih je bil moj sin tekmovalec, zdaj smo pa vsi skupaj člani in prispevamo, kolikor se le da, ne? Prej smo bili bolj navijači, zdaj smo se pa vključili v to, da pomagamo izvesti turnir, ki vsako leto postaja bolj kompleksen, vse več je različnih aktivnosti, ki jih je treba pokriti, in meni že kar nekaj časa zaupajo postrežbo, tako da lačni pa žejni pri nas na turnirju naši sodniki in tisti, ki so zaposleni, ki pač delajo niste, ne. In zdaj, kaj je treba vse poskrbeti? Ja, definitivno je kava tista, ki je prva, zato tega, ker pride do sestankov sodnikov, kjer se dogovorijo, kako bojo na kakšnem tatamiju, kakšne so skupine sodnikov, in takrat, ko se to dogaja in gre časovnica turnirja, spada kavica, ne, in potem malo kakšnega slanega peciva, pa malo sadja, da se malo krepijo. Potem v nadaljevanju so bolj sokovi, imamo pa tudi kosilo, poskrbljeno vedno toplo, smo imeli vedno po 2 menija, to odkar jaz spomnim, pa je že več kot 10 let, ker to delam, je vedno 2 menija. Popoldne se še kakšna kavica zavrti po celem igrišču oziroma po vseh tatamijih. Včasih pa, lansko leto smo imeli malo več nastopov, je bilo izjemno število nastopov, smo mogli pa kar 3 kavice še zavrteti. Tako da letos upam, da bo še kakšna popoldanska. Torej, za hrano je poskrbljeno, tudi za pijačo, je pa tudi, kar se tiče medicine, ne, tudi v tvoji družini je zdravnik, tako da vse je v klubu. Ja, definitivno je tudi zdaj, sodeluje sin, že mislim, da je kar 3. leto.
kot doktor, ne, zraven, ki je, hvala Bogu, ne, da imamo zdaj domače, se smo prej tudi imeli našega tekmovalca, ki je to opravljal, zdaj imamo pa celo dva, nimamo samo mojega sina, ne, ampak je tudi Nik Žlak, ki nam pomaga, pa kmalu mu bo sledil tudi njegov brat Tim, tako da za zdravnike je pri nas dobro poskrbljeno, tudi če pride do kakšne poškodbe. Aljaž je bil sicer povezan tudi s karatejem, je bil uspešen karateist. Kaj pa hčerka? Hčerka je pa poskušala v Zagorju, v kickboxingu, ampak mislim, da ni nekako se ni našla v tej zadevi, ali pa mogoče časovno ne, tako da njej ni bila ta pot odprta. Medtem ko Aljaž je bil pa kar vztrajen, kar se tega tiče in je bil uspešen. No. Jaz sicer njegova mama, ne, lahko rečem, da za mene je bil eden zelo uspešnih ali pa celo najbolj uspešen, bil pa je, no, ima lepe rezultate, kar kažejo tudi njegova priznanja, diplome in medalje. Nisva stara, ampak ko sva midva delala te prve intervjuje, sva bila še ati in mami, ne? Zdaj sva pa že dedek in babica, ne? Ja, zdaj sva pa že dedek in babica. Jaz imam že 2 vnukini, sin ima 2 hčerki, zdaj v kratkem pričakujemo še 3. vnukinjo, ne? To bo pa od hčere, tako da ja, zdaj sva pa, jaz sem sicer nona. Ja, zaradi tega, ker jaz sem imela nono in pač sem imela dober vtis o njej in sem si želela tudi jaz biti taka nona, kot je bila ona meni nona. Jaz sem pa ata, ampak zaenkrat vodim 4-2, malo bo 4-3, ne? Ja, dobro, vodiš, no. Sam jaz upam, da pri nas se bojo stvari nadaljevale, ne, da bova to malo izenačila. Ja, pri nas je pa menda konec, ne? No, pa imam pa jaz velike šanse, da pridem do tja. Ja. Miha, midva sva pa res opravila že veliko intervjujev, ampak tudi takrat še, ko si bil ti še športno aktiven. Zdaj že kar nekaj let nisi, ne? Tekmovalno športno aktiven. Zadnjo borbo sem opravil leta 2005, tako da dobrih 18 let je od tega. Zdaj, če gledaš na svojo športno, tekmovalno kariero, kako bi jo ocenil? Sem zadovoljen z jo, sigurno manjka še kakšen res top rezultat, naprimer na evropskem prvenstvu, ampak če vse skupaj seštejem, sem zadovoljen. Kako si pa zadovoljen s svojim trenerskim delom? Ja, tudi, vse rezultati načeloma povejo svoje, tako da trudimo se vsak dan, nekaj nam ratuje in upam, da nam bo ratovalo še naprej. Vem, da si po naravi bolj miren človek, ampak če bi sodil po tvojem glasu, ki je malce hripov, ne, bi dejal, da veliko glasno komuniciraš s svojimi varovanci, pa ni tako, ne? No, glede na to, da tudi slišite za mano, da je na tekmah kar glasna stvar, tako da drugega nam ne ostane in pač to je eden izmed razlogov oziroma vzrokov, da je glas takšen, kot je. Kot tekmovalec, pa tudi kot trener, kako bi ocenil po jakosti ta trboveljski mednarodni turnir? No, glede na prejšnja leta mogoče nekaj tekmovalcev manj, ampak kljub temu so kategorije kvalitetne, nasprotniki so kvalitetni, tako da vsi naši, ki so danes dosegli medalje oziroma stopili na stopničke, so mogli neko znanje pokazati in jaz sem zelo zadovoljen. Si zadovoljen, je bilo veliko teh uspelih rezultatov, ki daje upanje, da bo klub še naprej napredoval? Ja, sicer končne statistike še ni, ampak kar trenutno kaže, jaz sem zelo, zelo zadovoljen in tudi v tem trenutku moram pohvaliti svojo trenersko ekipo, ki res dela top delo. Ja, tokrat ti ni bilo treba biti v ringu, ne? Si bolj oddaleč opazoval borbe, ne? Tako, danes so večino dela opravili moji trenerji, tako da še enkrat zahvala njim. Aljaž, ves dan od zjutraj, ne, do večera si tu. Kako je bilo, kar se medicine tiče? Ja, moram reči, da današnji turnir je potekal kar mirno, no, brez kakršnih koli incidentov, pripetljajev, ni bilo nekih hujših poškodb. Lansko leto se je kaj zgodilo, ampak pač to je karate, ne, ni balet, tako da moramo vzeti, da kdaj tudi kaj boli, ne, v zakupa. Ne. Ampak danes je pa kar fajn minil, no, tako da mislim, da glih zaključujemo tudi malo hitreje, kot smo vajeni za naš turnir, ne, tako da smo zdaj srečni in veseli. Torej, kakšnega šivanja, oživljanja, kakšne mobilizacije, noge zlomljene, tega ni bilo? Danes ne, lansko leto smo imeli nekaj takih podobnih pripetljajev, no, ampak
Danes je bilo pa, moram reči, zelo mirno, razen kak udarci v telo, malo bolečin, tudi v glavo, malo slabo počutje, pa tako nič kaj posebno. Kak zvin gležnja, drugih poškodb pa ni, ne. Saj pri katih jih itak ni, ne. Pri borbih pa se pa kaj zgodi, je le borilna veščina, ne. No sej, mi ko to spremljamo kot lajki, vidimo to borilno veščino in si rečemo, joj, poškodb bo veliko, ne? Ampak verjetno jih ni tudi zaradi tega, ker so natrenirani. Tako, jaz bi rekel, da karate sicer je borilna veščina, ampak je vse prej neka umetnost, ne? Ker tukaj nimamo ravno kontakta, ne? Mislim, je kontakt v telo, ampak v glavo pa ne, ne? Tako da mislim, da vsi športniki, ki tekmujejo v borilnih veščinah, v športnih borbah, so toliko natrenirani, da udarce v telo zdržijo brez nekih večjih posledic, ne? V glavo pa tega kontakta ne sme biti, tako da ja, je neka umetnost in za pričakovati, da bi bilo nekaj groznega, ni. A ja, šle, čisto osebno, ko sem bil jaz predsednik karate kluba na Izlakah, kickboksarskega, je bila pač ena zdravnica, ki ni izhajala iz borilnih veščin in moram reči, da je bila kar precej panična, ne? Ko je prišlo do kakšnih udarcev, tudi kakšna kri se je pokazala. Verjetno je lažje za tebe, ne, ki si šel skozi karate. Veš, da ni vse tako navarno, ne, kot je videti. Tako je, jaz mislim, da imam tudi ta privilegij, ne, da sem v bistvu bil sam tekmovalec in da pač, če slučajno tudi vidim, kaj se dogaja, vem, kdaj mogoče kjer tekmovalec kaj posimulira, zato da nasprotnik ne bi dobil točka, ne, pa kdaj kak udarec res ni nevaren, čeprav se zdi, pa nekdo stoka za bolečinam, pa veš, da verjetno nič posebnega, ne, tako da ja, imam ta privilegij, da šport dobro poznam, ja. In kdaj si se ti odločil, da boš zdravnik, mogoče takrat, ko si jih kdaj fajn fasal, pa si rekel, da si jo sam pozdravil? Ne, mislim, da mi je bilo to že kar pisan na kožo, ne glede na to, da sem bil tudi v šoli dosti priden in pa seveda se reče, ja, ta mora iti pa za zdravnika, pa sem pač šel. To je bila vsa ta odločitev. Ampak očitno je kar nekaj takih pridnih, ne, v tem trboveljskem klubu, ne? Mislim, da je zdaj že ta četrta odrašča za zdravnika, je pa peta. Ja, mislim, da oba Žlaka, jaz pa Haberlova, ne, tako da 4 smo, ne. Tako da ja, se moramo kar pohvaliti, imamo pravnike, imamo zdravnike, tako da jaz vedno rečem, dajte otroke trenirati v karate klub Trbovlje, če ste Zasavja, vam ne bo žal. Timi, ja, včasih sem te bil vajen, da si bil v ringu, ne, na tatamiju, zdaj si bil pa tam okrog, ne, kar veliko dela si imel. Ja, drži, danes je bil pa en tak lušten, ampak relativno stresen dan, no. Ampak mislim, da tale zadeva, ker jo tukaj gledamo, vtehta vse slabe stvari, tako da na koncu dneva vsi pozitivni in samo pozitivne stvari, kar se tiče turnirja, dela sodelavcev in nasplošno kadra tekmovalcev, tako da superca, ja. In kaj si bil zadolžen? Danes smo skrbeli za to, da je na tatamiju potekalo vse tekoče, se pravi, tekmovalci gor, tekmovalci dol, spremljati tekmovalce, pisati, kdo gre naprej in tako naprej, se pravi, načeloma taka administracija. Se mi zdi, da je to včasih celo bolj stresno, kot pa biti tekmovalec, a? Ja, jaz bom rekel, da v svojih letih, kakor se spomnim, pa se zelo z lepimi spomini in velikrat spomnim na to stvar, ampak ja, dve čist ločene zadeve, dve čist drugačne stvari. Težko zdaj rečem, ko je bolj lušten, ko je manj lušten, ko je bolj stresen, ampak je pa definitivno en del, kar me vleče vedno znova sem, se pravi to, da smo tekmovali in z veseljem organiziramo neko takole stvar, takle dogodek, kar se ga bomo še kar nekaj časa spominjali, vseh do zdaj in tudi tega danes. In kako gledaš na tisto svojo tekmovalno pot, če zdaj kako črto potegneš, se ti zdi, da si usvojil pa dosegel tisto, kar si nekako zadal na začetku poti? Ja, v bistvu ja, lahko rečem, da sem zadovoljen s svojo športno kariero. Če bi se spuščali v detajle pa šli malo globine, bi dodal še kako zadevco oziroma kanček sreče na kakšnem tekmovanju, ampak bomo zadovoljni s tem, kar smo naredili, tako da skrajno srečen z moje strani in mislim, da lahko to še kdo potrdi uspešne kariere. Si tudi dosegel tu kakšno zmago na tem mednarodnem turnirju Trbovlja? Z največjim veseljem se jih spomnim vsakič, ko prestopim prag na dan tega tekmovanja, tako da ja, jih je bilo nekaj. Verjetno so tiste domače zmage, ne, še najbolj nekako srčne, ne? Ni lepšega, ko zmaga doma. Ni lepšega, ko priti sem, obleč kimono, stop na tatami, tiste pol urco malo potrpiš, tako kot sem že rekel, je stres, so zadeva, ampak konc koncev, ko greš tjale na tiste oder od tehta
vso zadevo, tako da ja. Koliko si pa sploh še opet v karate, recimo še kaj treniraš, greš še kaj, še kaj oblečeš kimono? Že bom rekel, dobrih 10 let ne, je pa še enkrat poudarjam s največjim veseljem, pa pomagam pri organizaciji teh dogodkov. To je pa meni nekaj najlepšega, kar mi je ostalo. Zakaj? Ker smo taka ekipa, ki je ne pomniš. No. Od prvega do zadnjega in to nas dela velike in to dela mene kot osebo veliko, da sem ostal z njimi na tej ravni povezan in sem srečen pri tem. No.